Pozdravljeni. Na vrsto je prišla tudi velika nagrada Belgije v letošnji sezoni svetovnega prvenstva Formule 1. Kot običajno v uvodnem prispevku si bomo ogledali zanimivosti ter značilnosti, še preden se bodo aktivnosti na sami progi pričeli. Tudi danes bo naš uvodni prispevek razdeljen na 3 dobro znane dele. V prvem si bomo ogledali zanimivo dirko iz preteklosti, v drugem bomo našo pozornost usmerili k lastnostim ter zanimivostim proge Spa-Francorchamps, v tretjem bomo pa nekaj minut seveda posvetili še vremenski napovedi. A začnimo seveda na samem začetku, pri tisti dirki iz preteklosti, kjer se bomo tokrat vrnili v leto 1963. Dirka v Belgiji, ki je med mnogimi navdušenci znana, ampak ki je še nismo omenili v naših uvodnih prispevkih k veliki nagradi Belgije. Verjetno ste mnogokrat se ustavili pri raznih člankih, raznih sestavkih, ki so govorili naprimer o dominantni dobi, naprimer tovarniške ekipe Mercedes ali pa Red Bulla v zadnjem obdobju. A tu bomo videli, kaj pomeni biti v resnici dominanten, ne tisto, kar menijo nekateri, ki se imajo za poznavalce Formule 1. Dirka za veliko nagrado Belgije v sezoni 63 je bila druga izmed 10 na koledarju. In prav tu se je začelo obdobje dominacije tega voznika, Jima Clarka. Tistega, ki je po mojem skromnem mnenju absolutno najboljši vseh časov. Sicer na prvi dirki veliki nagradi Monaka je bil izjemno slab. Bil je 8. in ni dosegel točke, ampak tu v Belgiji so se zadeve začele obračati v čisto nasprotno smer. Čeprav je treba poudariti, da Jim Clark proge Spa-Francorchamps ni ljubil. Namreč leta 1958 je tu umrl njegov prijatelj Archie Scott Brown, leta 1960 pa drugi njegov tesen prijatelj, Chris Brislow, po katerim je imenovana nagrada, ki jo še danes podeljujejo najbolj perspektivnemu britanskemu vozniku. A vikend pri ekipi Lotus se je začel kaotično. Takrat so imeli na razpolago revolucionarnega Lotusa 25. Ampak na začetku kvalifikacij je imel Jim Clark težave, namreč nastavitve samega bolida so ostale tiste iz predhodne velike nagrade Monaka, in na progi, kot je belgijska, to ni prišlo v poštev. Ne smemo pozabiti na neko malenkost. Namreč takratna proga Spa-Francorchamps je bila čisto nekaj drugega od današnje. Če danes govorimo o najdaljšem krogu na samem koledarju svetovnega prvenstva Formule 1, točneje 7004 metrih, kaj bi dejali o oni konfiguraciji, ki je štela 14120 metrov? Seveda, če boste malce natančni, boste ugotovili, da imena nekaterih ovinkov so iz tiste daljše konfiguracije prenesli na ono krajšo, ki nam je danes navdušencem bistveno bolj znana. A kljub vsemu, Jim Clark na kvalifikacijah ni blestel. Bil je šele 8. V prvem mestu njegov bodoči moštveni kolega Graham Hill, ki je pa takrat nastopal za ekipo BRM.
a na sami dirki se je vse spremenilo. Lahko bi dejali, da neka stalnica je bila, namreč tistega dne je deževalo, kar na progi Spa-Francorchamps ni nič posebnega in nič takega. A Jim Clark je že od samega štarta začel pridobivati mesta. In seveda uprizoril je pravi boj z svojimi nasprotniki, čeprav je malce manjkalo, da bi bil tudi sam žrtev nesreče, ko se je Lucien Bianchi ustavil sredi proge. Seveda, Lucien Bianchi, sicer Belgijec, je stric tistega Žula Bianchija, ki ga mi navdušenci lahko poznamo malce bolj. A to danes ni važno. Jim Clark je pridobival mesto za mestom in na koncu prišel v vodstvo. Ampak to ne pomeni, da je zaradi prednosti njegovega revolucionarnega bolida imel enostavno nalogo. Namreč tudi na njegovem Lotusu 25 se je zgodilo nekaj zanimivega. Namreč peta prestava na njegovem menjalniku je skočila iz svoje pozicije v trenutku, ko je njegov motor Climax dosegel 9500 obratov. To je pomenilo, da večino kroga je moral Jim Clark odpeljati z eno roko na volanu in z drugo je postiskal ročico v tisti pravilni položaj. Rad bi vas tu opozoril, da tistega dne je deževalo. Če je hotel imeti Jim Clark obe roki na volanu, je moral dati v četrto, kar je pa vsakomur izmed nas jasno, da ni bila najbolj posrečena izmed rešitev. Na koncu je Jim Clark zmagal in mnogi bodo dejali, pa kaj. Zmagal je pred Bruceom McLarenom, ki takrat še ni ustanovil svoje ekipe in je tekmoval seveda za strukturo Cooper. Ampak tu je treba dodati, da prednost Jima Clarka pred Bruceom McLarenom je bila 4 minute in 54 sekund. Torej 6 sekund manj kot 5 minut. Vsi ostali so pa zaostali za krog ali več. Kot sem povedal, krog je takrat bil dolg 14 km in 120 metrov. Tu je treba dodati še dve zanimivosti. Prvič to, da znamenita rumena črta na barvni shemi Lotusa se je pojavila v sezoni 63, ampak šele kasneje. Ta maketa je ona, ki posnema bolid Jima Clarka iz velike nagrade Velike Britanije. In druga, Jim Clark nikoli ni omenil, da je imel kakršne koli tehnične težave. Ostal je lepo tiho in seveda skromno povedal, da takrat njegov Lotus je deloval popolno. Malce različno od onega, kar verjetno slišimo danes. In to je tudi samo uvod v fantastično sezono Jima Clarka v letu 63. Prva njegova zmaga od 7 na 10 dirkah. Torej, tisto, kar vidimo pri, naprimer, Maxu Verstappenu ali kar smo gledali pri Lewisu Hamiltonu in tudi Michaelu Schumacherju, ni bilo nič kaj takega, nič kaj novega. A pojdimo seveda na znamenito progo Spa-Francorchamps. In seveda proga, ki je mnogim navdušencem Formule 1, predvsem znana po znameniti kombinaciji Eau-Rouge-Rédillon. In prav za to kombinacijo je prva sprememba na letošnji progi. Tisto prvo območje DRS-a na ravnini Kemmel so skrajšali za 75 metrov, ker so končno ugotovili, da je bilo tu prehitevanje preveč enostavno. In mi navdušenci
moramo biti pozorni še na neko veliko spremembo na sami progi. Namreč približno 2/3 asfaltne površine so položili na novo. Zato tudi tu lastnosti proge po znani Pirellijevi tabeli so lahko malce drugačne kot v prejšnjih sezonah. A če jo pogledamo malce od bližje, izbor pnevmatik je tisti klasičen, ki smo ga vajeni že sezone C2, C3 in C4. In verjetno marsikdo se bo sedaj začel spraševati, zakaj tu v Belgiji ne vidimo tiste najtrše možne kombinacije C1, C2 in C3. Res, tu na veliki nagradi Belgije imamo na primer izjemno močne bočne sile, kot bomo videli v nadaljevanju, ampak tudi ravnine, kjer se pnevmatike ohlajajo. Zato je treba dobiti pravi kompromis. A če se vrnemo k naši tabeli Pirellija, bomo takoj ugotovili, da večino vrednosti, večino kategorij, ki jih poznamo, ima dokaj visoko numerično vrednost. Speševanje, abrazivnost, zaviranje, mehanski oprijem asfalta ima vrednost 4. Naprimer, mehanski oprijem asfalta v lanski sezoni je imel vrednost 3, pred kratkim sem povedal zakaj, ampak tudi pospeševanje, naprimer v sezoni 2022. Torej, proga se iz sezono v sezono rahlo spreminja. Kar se tiče bočnih sil in samega stresa pnevmatik, je tu vrednost najvišja. Evolucija same proge je nekje v povprečju, kajti ne gre za ulično dirko in seveda aerodinamični oprijem ima tu vrednost 2. In to nam že nekako napove, kakšna je proga, ki nas čaka v tem vikendu. In ustavili se bomo kot običajno pri tistih 2 kategorijah, previsnem kotu in minimalnem tlaku, ki ga predpisuje Pirelli. Previsni kot, kot ste verjetno že razumeli, je čisto drugačen kot pri mnogih drugih velikih nagradah. Na prednji osi je ta omejen na minus 2,75 stopinje in seveda na zadnji osi je ta vrednost omejena na 1,5 stopinje, kar nam kaže na to specifiko proge v Spa-Francorchamju. Kaj pa minimalni tlak? Tudi tu bo zanimivo. Za sezono 2024 imamo na prednji osi omejitev 26 funtov na kvadratni palec, na zadnji osi pa 24,5 funtov na kvadratni palec. In tudi te vrednosti so se spreminjale skozi leta. V sezoni 23 je bil tlak omejen na 25 funtov na kvadratni palec na prednji osi in na 23 funtov na kvadratni palec na zadnji osi. Medtem ko leto poprej na prednji osi so zadeve ostale iste, 25 funtov na kvadratni palec, medtem ko na zadnji osi 22,5 funtov na kvadratni palec. Torej, odkar imamo pnevmatike z 18-palčnimi platišči, je praktično tlak na zadnji osi narasel za 2 funta na kvadratni palec, kar v svetu Formule 1 je ogromno in nam kaže na pregrevanje tistega pogonskega para koles. In to nam pokazuje tudi tisti graf Pirellija, kjer lahko vidimo obremenitve predvsem bočne in v kakšno krizo zapadejo pnevmatike. A če smo govorili o delovnih temperaturah pnevmatike, je treba tu omeniti še vremensko napoved. Vremenska napoved je tipično belgijska. Namreč vidimo lahko, da v petek bo nevihtno vreme in temperature med 17 in 21 stopinj Celzija. Medtem ko v soboto bo količina padavin večja kot v petek in temperature še nekoliko nižje, med 14 in 18 stopinj Celzija. V nedeljo bo na srečo rahlo oblačno,
da bo izjemno majhna možnost gledati ponovitev tistega dogodka, ki ga ne moremo klicati velika nagrada Belgije iz sezone 21. Ampak temperature še zmeraj izjemno nizke, med 13 in 19 stopinj Celzija. Torej, vidimo lahko, da imamo vse tiste predpostavke za izjemno zanimivo veliko nagrado Belgije. In tudi tista dirka, ki se je zgodila pred več kot 6 desetletji, nam kaže, da pravzaprav danes bi se lahko zgodilo nekaj podobnega, čeprav Jimmy Clark je bil en in edini. A toliko za danes. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.